Valerija, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zanima me, kako ste doživeli ta film? Ta film sem danes gledala že tretjič in še vedno sem polna emocij, ko vidim to zgodbo gluhe ženske, ki se je kot meni, kot gluhi osebi, ki se je rodila gluhim staršem, ponovila. In ko sem to gledala, sem doživljala enake občutke, kot jih doživljamo mi gluhi. Imamo mogoče že takoj na začetku kakšen komentar, kakšno vprašanje? Potem mogoče še jaz nadaljujem. Gledali smo zgodbo gluhe matere s slišečo hčerjo. Glede na to, da imate tudi sami takšno izkušnjo, me zanima, kako se vam zdi, da je ta upodobitev v filmu? Jaz sem gluhi otrok gluhih staršev. To pomeni, da je komunikacija pri nas se že začela v znakovnem jeziku, zelo sem bila povezana s starši in tudi s partnerjem. Takrat sva želela oziroma sva nekako upala, da bo otrok gluh samo zaradi komunikacije. Nisem pa razmišljala, ali bo gluh ali bo slišeč, kaj bo. Če bi se mi rodil gluh ali slišeč otrok, bi se pač prilagodila načinu komunikacije. Sicer sem več govorila, ko sem dobila slišečega otroka, ker je pač otrok potreboval zvok in govor, zato sem se prilagodila otrokovim potrebam. Mogoče bi tukaj izjemoma vprašali tudi tolmačko Vaneso, kako je bila pa za vas ta izkušnja? Torej, gluha mati, slišeča hči. Oziroma, kako ste jo vi gledali v filmu? Ja, tudi jaz sem ta film videla že tretjič danes in sem isto res polna čustev, ko vidim, sem otrok gluhih staršev, ampak jaz ne morem nikoli vedeti, kako je oziroma kaj pomeni biti gluh in kaj pomeni biti gluh starš. Ampak jaz kot otrok gluhih staršev se nisem nikoli počutila, da meni kaj manjka. Oba, mama in oče, sta z menoj govorila in tudi uporabljala znakovni jezik. Tako da meni se zdi, da sem kvečjemu dobila še eno dodatno znanje, enega dodatnega jezika, mi pa res nič ni manjkalo. Če ima kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar, lahko dvignete roko. Ja, dober dan, pozdravljeni, Slavica je moje ime. Ja, jaz kot slepa oseba se v bistvu tudi precejkrat najdem v tem filmu. Čeprav gre za neko drugo oviranost, ampak ko se je moja hči rodila, sem jaz še videla, ampak strašno slaba prognoza je bila takrat nadaljevanja moje bolezni, no, in mislim, prav doživljanje teh poskusov, mahanje pred očmi, če moja hčer vidi, strah, da se ne bo zadeva podedovala. Mislim, resno prikaz iskren, tako kot dejansko se to zgodi, ko pač imaš te strahove, a ne, tako da res čudovita zgodba in mislim, da nas je kar nekaj, ke se lahko najdemo v tej zgodbi. Hvala. Bi kaj dodali? Kasneje, ko sta obedve moji hčerki odrasli, sem opazila, sem dejansko opazila, kakšne ovire bi imel moj otrok, če bi bil gluh. O tem takrat nisem razmišljala, ko sem bila noseča, želela sem si, da bi bil otrok gluh, da bi bila bolj povezana z njim, s komunikacijo. Šele potem, ko sta odraščali, sem videla, kako je to in kakšne ovire bi imel moj otrok, če bi bil gluh.
In ta prikaz v filmu, ta čustva te mame, tako sem nekako tudi jaz razmišljala in je to neka resnična izkušnja. Bi bilo lažje, da se kot starš povežem s svojim otrokom, če bi bil gluh, ampak moramo pa razmišljati tudi, kaj je za otroka najbolje. Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar, lahko dvignete roko. Dober večer želim, Mark je moje ime. Jaz bi rad povedal mojo današnjo izkušnjo in bom potem zastavil eno vprašanje. Jaz sem slišeč in do pred kratkim v bistvu nisem imel nikakršnega kontakta z osebami, ki so izgubile sluh ali naglušne. Ta film danes me je, iskreno povem, precej pretresel, ker sem zaznal ne neko izločenost ene gluhe osebe, ampak, če se lahko tako izrazim, en paralelen svet. In se mi zastavlja vprašanje, a je mogoče kakršenkoli način, da bi recimo se ljudje, ki nimajo sluha, če obstaja kakšna možnost, da bi se počutili malo bolj inkluzivno, oziroma kaj mi kot slišeči lahko naredimo, da bi se primer recimo te mame, da bi se gluhe ali naglušne osebe mogoče počutile bolj inkluzivne, oziroma kaj mi lahko naredimo. Jaz se opravičujem, to je pač moje stališče, a mi lahko kaj naredimo, da bi se bolj poenotili z eno tako družbo, ker ne gre za izločeno družbo, ampak gre za paralelno družbo. Upam, da razumete moje vprašanje, saj pravim, jaz se prvič srečujem s tem svetom in me v bistvu to zanima, ker nimamo vsi možnosti se izobraževati z znakovnim jezikom, mogoče to premalo poznamo in zagotovo nam danes tehnologija nudi ustrezna orodja, da lahko lažje in enostavnejše komuniciramo z ljudmi, ki izgubijo sluh. Mogoče bi bilo pametno mogoče malo boljše promovirati taka orodja, da jih tudi mi spoznamo, ker jaz teh orodij pač žal ne poznam. Hvala lepa. Kaj lahko naredite, je to, da nas gluhe sprejmete z odprtimi rokami, ne da ko nas vidite, se obrnete z glavo stran in bom ti kasneje povedal in se obrnete. Sprejmite nas gluhe v družbo, tudi vi se naučite mogoče kakšnih osnovnih kretanj, tudi mogoče se naučiti, kako komunicirati z gluhimi, z mimiko, saj nekaj malo truda, ker mi gluhi se ob tem res počutimo sprejete in to je nam res, res vredno. V šoli, v službi, vsi slišeči med seboj se pogovarjajo in jaz se ne počutim vključena. Na primer, za službo imela sem ko sem imela malico v službi, sem sedela sama in sem jedla, vsi ostali so sedeli skupaj in se pogovarjali in jaz se nisem počutila vključeno. Da bi pa jaz spraševala zdaj vsakega, a zakaj se smejiš, kaj si rekel, to pa ne morem. Sem raje sama, kot pa da se ponavljam in da sprašujem, o čem se gre, kaj se pogovarjate, in sem raje sama. Zato predlagam, da nas samo sprejmite, pogovarjajte se z nami, mogoče kakšno stvar razložite, se mogoče malo potrudite skomunicirati in že to bo veliko naredilo za našo vključenost. Še tukaj spredaj imamo eno vprašanje. Lepo pozdravljeni. Jaz sicer nimam vprašanja oziroma zelo spoštujem vse, ki se trudijo oziroma trudite enakovredno ali pač vstopati v to družbo kot polnopravni člani vse te družbe. In gospod, hvala za vaše vprašanje oziroma komentar.
jaz sem ob filmu, jaz sem slepa od rojstva in imam videčega moža in 2 otroka. In v vrtcu sem doživljala podobne stvari, oziroma jaz sem jih sama pri sebi, a ne, saj moja težava je mnogo manjša bila takrat, kot je prikazano v tem filmu, ampak veliko ljudi ima kakršnokoli težavo, ki mogoče ni tako vidna, ampak s tem, da smo mi odprti, da pokažemo, kako nam je mar do sočloveka, ne, da je nekdo v stiski, ki ni rečeno, da ne vidi, ne sliši, ampak je mogoče bolj zadržan, ali da se ne orientira v redu, da je mogoče tujec, karkoli, a ne, s takimi projekcijami in s povabili na take stvari se družba odpira in se mi zdi to en super način in hvala Kinodvoru, da se takšne stvari predvajajo in samo upam, da ga bo ta film videl čim več ljudi. Hvala. Bi kaj dodali, kaj pokomentirali? Res je zelo lepo povedano. Ta film lahko veliko ljudem odpre oči, malo ponazori, kako se počutimo, če nismo sprejeti, če nismo v družbi, če smo osamljeni, če nam ne gre in ne moremo spremljati družbe. Tudi ko ste rekli, tehnologija zdaj napreduje, res je, zdaj imamo sprotne podnapise, imamo aplikacije na telefonu, ki govor prepisujejo v tekst, ampak to ni dovolj. Za gluhe je to zelo težko razumljivo. Gluhi rabijo znakovni jezik. Naglušni in težko naglušni že rabijo podnapise, ampak popolnoma gluhi, tisto, ko so gluhi že od rojstva in uporabljajo znakovni jezik, in mogoče to koristi samo za uporabo tu pa tam. Tistim, ki imajo res velik besedni zaklad, za vse gluhe je pa to zelo težko. In ta tehnologija, ki mislimo, da je rešitev, nekako ni v celoti rešitev. Ta film, glede na odzive, lahko rečemo, da veliko prinese tako skupnosti gluhih, kot tudi družbi kot celoti. Čeprav razumem, tudi zame je bil to eden izmed prvih filmov, ki sem ga videla, ki je tako upodobil nekako izkušnjo gluhe osebe. Ker pa ste omenili znakovni jezik, pa me vseeno zanima, bi lahko povedali kaj o vlogi in položaju znakovnega jezika. Zasledila sem namreč, da je bil v preteklosti denimo v šolah prepovedan. Znakovni jezik je vizualni jezik. Gluha oseba ne sliši, besed pisanih ne razume. Če pa nekaj pokažemo v znakovnem jeziku, se pravi v neki vizualni kretnji, se takoj razume bistvo, kaj pomeni beseda, kaj želiš povedati. Res je, da je bil včasih znakovni jezik prepovedan v šolah, zato ima veliko gluhih težave z besednim zakladom. Komunikacija poteka težje, razumevanje pisane besede poteka težje. Zdaj je pa to vse drugače. Zdaj imamo pravico do uporabe znakovnega jezika, v ustavi je zapisan znakovni jezik, v poročilih imamo zraven tolmača, filmi so tudi prilagojeni z tolmačem znakovnega jezika. Tako da zdaj se to odpira, kot pa ni takšna situacija, kot je bila pred 100 leti. Tako da položaj gluhih zdaj je veliko boljši. Izobraževanje, se pravi v šolah imajo zraven tolmača. Jaz prej v redni slišeči šoli nisem imela tolmača in nisem mogla spremljati pouka. Jaz sem samo prepisovala zapiske od sošolcev, potem sem se doma iz teh zapiskov učila in sem morala veliko več truda vložiti v šolo. Zdaj imamo možnost tolmačev in hvala Bogu, lahko spremljajo pouk, lahko spremljajo, kaj učitelj oziroma profesor razlaga. Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar, dvignite roko.
Jaz sem gledala ta film prvič in sem res zelo čustvena. Veliko čustev sem občutila, zajokala sem tudi. Moji starši so slišeči. Jaz sem že od malega gluha in vidim, kako je komunikacija v slišečem svetu, ko se pogovarjajo en z drugim. Jaz sem se pa počutila odrinjeno, osamljeno. V času, ko je bil prepovedan znakovni jezik, se pravi, zdaj je tehnologija res izboljšala naš položaj, tudi pametni telefoni, tehnologija, aplikacije, podnapisi. Recimo, če sem kje zunaj, lahko spremljam, kaj se dogaja okoli mene. Samo nastavim telefon, odprem aplikacijo in mi prepasuje vse v govor. Zdaj ne čisto vse, ampak da mi pa neko bistvo, da razumem in mislim, da za naprej bo to res še izboljšalo naš položaj. Tukaj se strinjam, ampak jaz sem že od malega v svetu gluhih. Znakovni jezik uporabljam že ves čas. Ko sem šla v šolo in ko je bil prepovedan znakovni jezik, sem se zelo težko izražala v govoru, ker že od malega uporabljam znakovni jezik in sem tega navajena. Gluhi otroci, ki imajo slišeče starše, isto, komunikacija je zelo otežena. Starši govorijo, otrok se izraža v znakovnem jeziku oziroma ima potrebo, da se izrazi, pa tega ne more izraziti na način. In zdaj še vedno glede slišečih staršev in gluhih otrok, ko mislijo, da morajo, oziroma ko govorijo staršem, da morajo gluhim otrokom govoriti in jih učiti govoriti, mora biti govor kasneje. Prvi jezik je znakovni jezik. In enako, če otrok usvoji jezik, znakovni jezik, bo tudi pismen, se bo lahko izobraževal, se bo lažje izobraževal. Če pa nima tega svojega jezika, pa ne bo tako. Zato znakovni jezik je res pomemben. In tudi za slišeče starše, ki rodijo mogoče gluhega otroka, ki mu dajo polžev vsadek, vse je to v redu, ampak dajte mu znakovni jezik. Zdaj je se kar razširilo tale baby sign, ki se uporablja baby sign, ki ga slišeči starši vsi učijo slišeče otroke. Zakaj? Ker je otroku lažje pokazati, a ne piti, kot pa povedati besedo. In kasneje šele potem otrok usvoji govor. In ta baby sign se je res že zelo razširil. Še kakšno vprašanje, kakšen komentar? Mogoče, ker je bilo vprašanje tudi, kaj lahko slišeči naredimo, se mi zdi zelo pomembno, Valerija, če lahko mogoče pokomentirate slovar slovenskega znakovnega jezika, ker se mi zdi ena taka fina stvar za nas slišeče, kako se vendarle lahko naučimo vsaj nekaj kreten. Se mi zdi fajn predstaviti. Ja, vsaj nekaj kreten, naprimer hvala, prosim, kako si. No, to so neke osnovne kretnje, ampak zdaj za komunikacijo pa slovar seveda ni dovolj. So tečaji, zato ker naš znakovni jezik ima drugačno slovnico od slovenščine. V znakovnem jeziku, naprimer, glagol je vedno na koncu pri znakovnem jeziku, pri slovenščini pa ne. Naprimer, mama dela doma, mi pa mama doma dela. Se pravi, glagol je na koncu. In gluhi imajo težave pri slovenščini ravno zaradi tega, ker imate znakovni jezik in slovenščina na različni slovnici. Dober večer. Jaz imam eno vprašanje. In sicer, kako je glede ta jezik, znakovni jeziki, a te znake velja za celo Slovenijo, ker jaz sem iz Venezuele in ko sem bila tam, sem se pozanimala za tečaj in potem sem šla na en mednarodno srečanje, ki je bilo za Južno Ameriko in potem sem takrat ugotovila, da vsaka država ima različne znakov v državi.
Kako je tukaj v Sloveniji, ker je majhna država? V Sloveniji imamo slovenski znakovni jezik, Avstrija ima svojega, Madžarska ima svojega, ampak imamo pa tudi vpliv avstrijske kretnje, naprimer imamo narečja tudi v Sloveniji. V Ljubljani se nekaj pokaže tako, v Mariboru tako, na Primorskem tako. To pa zaradi 3 šolskih centrov za gluhe, ki jih imamo v Sloveniji, na Primorskem, Ljubljani in Mariboru. V Mariboru je velik vpliv Avstrije, na Primorskem velik vpliv Italije, v Ljubljani smo pa pač v centru Slovenije. Ne? In mi, ko smo raziskovali znakovni jezik, smo ugotovili, da za eno besedo imamo več različnih kretenj oziroma različic kretnje. Naprimer, kretnja za čokolado, to je čokolada, to je standardna kretnja, slovenska. Primorska kretnja je čokolada. Ne, ko odpreš čokolado, takole, čokolada. Zdravnik, naprimer, to je standard, zdravnik. Stara kretnja pa je zdravnik. Zaradi tega, ker je zdravnik, ko je preverjal sluh, s temi vilicami potresel tule pri ušesu. Stetoskop, naprimer, takole zdravnik, ne, tako da so 3 različne kretnje. Ne, starejši uporabljajo eno kretnjo, mlajši spet drugo. Naprimer, malica, ne, tu malica, starejši uporabljajo takole, mlajši pa samo takole, malica, takole čez usta. Tako da znakovni jezik je tudi živ jezik, enako kot slovenski jezik. In to je bogastvo našega jezika. Je pa res, da slovenski znakovni jezik je slovenski znakovni jezik. Obstaja pa mednarodna kretnja, ne, kot naprimer vi, ko se srečate kje v tujini, govorite angleško, mi, ko se kje srečamo v tujini, se pogovarjamo oziroma komuniciramo v mednarodni kretnji. Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Še ena stvar kot komentar. Ne? Ko sem videla ta film, malenkost tudi čeprav slišim, ampak malenko sem se počutila kot ta igralka, zaradi tega, ker jaz sem se poročila, moj mož je pol Poljak, pol Slovenec. In ko se on družil z ljudmi iz Poljske, jaz sem se počutila tako, ker nisem nič razumela. Ne? In na nek način ta občutek, ki je ona imela, kot da si izolirana, se reče, ja. Podobno sem čutila na začetku. Ampak potem sem se učila slovenski jezik in seveda je šlo boljše. Ja. Bi kaj dodali? Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar? Pozdravljeni, dober večer. Mene pa zanima, kdo je prepovedal znakovni jezik, kdaj je bil prepovedan in koliko časa. Enostavno ne razumem razloga, zakaj bi nekdo prepovedal komunikacijo. To je bilo leta 1880. V Milanski konvenciji so surdopedagogi mislili oziroma imeli mišljenje, da znakovni jezik ni dober za poučevanje otrok, ker bojo imeli slabši govor, ker ne bojo razumevali vsebine in so prepovedali znakovni jezik. In ta prepoved je trajala kar veliko let. V Sloveniji se 2002, ko smo dobili zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, začela tudi pravica do tolmača v izobraževanju, v zdravstvu, javnih ustanovah. Potem pa leto 2021 je bil znakovni jezik vpisan tudi v ustavo. To pa pomeni, da nam pripada pravica do uporabe znakovnega jezika vse povsod in kadarkoli. In če kdo reče, da jaz nimam pravice do tolmača, meni je to zapisano v ustavi. Jaz lahko imam s seboj tolmača. Če grem na zdravstveni pregled, včasih zna kak zdravnik zavrniti in reči, midva lahko komunicirava normalno, ampak za nas gluhe to je naša pravica in tolmač meni da 100% jasno informacijo.
Če pa se samo z govorom nekaj razumem, ne pa vsega, je to zame nerazumljivo. In veliko let je trajalo, da smo ugotovili, da prepoved znakovnega jezika je močno vplivala na nas gluhe. Slabša izobrazba, plače, delovna mesta slabša in tako dalje. V Skandinaviji so pa to prepoved takrat zavrnili in vztrajali pri poučevanju v šolah z znakovnim jezikom. Tam pa imajo zelo veliko oziroma več izobraženih gluhih, magistrov, diplomiranih in to dokazuje, da znakovni jezik da gluhi osebi lažje razumevanje vsebine. No, vi delate kot novinarka in me zanima, kako ste se odločili in kako je prišlo do tega, da zdaj opravljate ta poklic in kaj so mogoče največji izzivi pri tem? Jaz sem drugače po poklicu slaščičarka. Zaradi ovir v izobraževanju, nisem imela tolmača, sem to smer zaključila in se odločila, da grem kar delat. Že prva ovira kot slaščičarki, ki je bila v službo, je bila, ko so me zavrnili. Kako boš delala to, kako boš delala tisto. Potem sem se odločila, da začnem delati kot šivilja pri mami, ki je imela takrat delavnico šiviljsko in veliko let sem potem tam šivala. Potem pa je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije ustanovila spletno TV leta 2007 in so iskali gluhega napovedovalca, ki ima razumevanje besedišča, in sem se prijavila in sem začela delati kot napovedovalka, ne kot zaposlena, ampak kot honorarno. Potem pa sem videla, kako novinarji delajo in tudi sama sem veliko rada brala in veliko rada pisala in sem se odločila, da poskusim to področje novinarstva. Tudi zveza mi je dala možnost učenja in ko sem začela to delo opravljati, je steklo in res to delo mi je dalo veliko veselje. Rada odkrivam zgodbe ljudi, tudi spoznavam nove ljudi. Drugače, jaz sem zelo sramežljiv tip osebe, vedno sem bila sramežljiva v mladosti, ampak zaradi tega poklica sem morala postati bolj pogumna in samozavestna, pristopiti do ljudi, spraševati in si kaj upati, in to mi je dalo res veliko nazaj. Moja osebnost je res zrasla, veliko novih besed sem se naučila, zdaj imam besedni zaklad res večji in zahvala gre temu poklicu. Zahvala gre tudi Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, da mi je dala to priložnost, da začnem delati kot novinarka in tako sem še danes novinarka. Počasi nam zmanjkuje časa, tako da zadnja priložnost, če bi kdo želel še kaj vprašati, kaj pokomentirati, dvignite roko. Dober večer, jaz sem Ema in sem otrok gluhih staršev. Bi pa rada mogoče samo eno izkušnjo z vami delila, oziroma eno opažanje. Film sem videla že drugič, zelo me je pretresel. Kot prvo sem povprašala mamo, kako je mene rodila, in brata, kako je bila njena izkušnja poroda, ki je bila grozna. Moja komunikacija s starši je potekala mogoče malce drugače. Mama je gluha od rojstva, oče je uglušel pri 14, tako da je bila pač, govoril je, jaz bi rekla, zdaj normalno. Ampak obkrožen, ko si kot otrok v svetu gluhih in slišečih, se to sprejemaš in se ti zdi vse skupaj zelo normalno, no. Bi se strinjala z gospodično gospo Vaneso prej, da mi ničesar ni manjkalo. Bi pa mogoče, zdaj me je prešinilo, no, ob gledanju tega filma ena anekdota. Bila sem stara mogoče 90 let. Mama me je vprašala, kaj si želim za rojstni dan. In jaz sem rekla radio oziroma kasetar. In takrat sem videla, moja mama tega nekako ni mogla razumeti. Pri nas radia v hiši ni bilo. Bila je ves čas prižgana televizija, ampak to je vendarle nekaj drugega. Tako da
ta radio je bil presneto drag, kasetar je bil presneto drag in to sem zdaj oziroma na stara leta razumela kot eno tako veliko, res veliko gesto od mame, da je to, oče se absolutno ni strinjal s tem, da je to kupila zame pri teh letih, ker je to meni pomenilo seveda popolnoma en drug svet, žal, v katerega moja mama ni mogla biti vključenega, ampak mogoče to ponazori izkušnjo, bi rekla, slišečega otroka v gluhi družini, no, toliko. Tudi jaz lahko povem v zvezi s tem radijem. Isto jaz, ko sem bila mlajša, sem zelo rada poslušala radio in ko sem šla k Obhailu, sem prosila Botro, da mi kupi radio iz Švice, ker tega v Sloveniji takrat še ni bilo tako dobrih radijev kot tam v Švici. In ko sem dobila ta radio, ko sem lahko poslušala glasbo, oba dva starša sta bila gluha in nista imela občutka, zakaj je meni radio tako pomemben, ampak meni je bila ta glasba tako. In res razumem to situacijo z radijem, res. Druga pa, ja, ta porod v filmu, ki je bil tako pretresljiv. Jaz sem najbolj jokala pri tem porodu. Pri prvi in drugi hčerki sem bila brez tolmača, ampak ja, res je bila takšna komunikacija. Kdaj potisnem, kdaj popade, kdaj ga ni. In to zame je bilo zelo stresno. Ne samo zaradi poroda, ampak zaradi komunikacije, ki je potekala okoli mene. Jaz sem se morala sama znajti, malo prebrati iz ustnice, kdaj potisnem, zdaj moram počakati in res je bilo zelo težko. In ta prizor je bil najbolj čustven zame, ker se je meni tudi isto zgodilo. Sam še nekaj bi rada dodala o živosti jezika, ki ste prej omenili. Pri nas doma je tipičen primer, kretnje, ki se jih je moja mama naučila pred 70 leti, pa še malce čez, sicer v gluhonjemnici tukaj v Ljubljani, so popolnoma drugačne ali pa v veliki primerih drugačne kot kretnje, ki jih uporabljate ali uporabljamo zdaj. To mislim, da je samo dokaz o živosti in jeziku, ki je pač se ves čas spreminja, ne samo slang, ampak tudi kretnje verjetno, ki so bile takrat v uporabi, so zdaj ali pomenijo kaj drugače ali pač v uporabi niso. Tako da se zdaj na svoja stara leta učim ponovno znakovnega jezika. In imam občutek, da sta dva nekako sporedna ali pa mogoče dvojezična pri gluhih. Verjetno se slišeči tudi sprašujete, zakaj ta prepoved znakovnega jezika, mislim, kako so se gluhi potem učili znakovnega jezika. Tako da so komunicirali med seboj. Če ni potekal pouk v znakovnem jeziku ali pa če v domu nisi smel komunicirati v znakovnem jeziku, so pač gluhi potem sami znajdli nek način, da so med seboj komunicirali. Noben nas ni učil, ne? Gluhi smo si sami izmislili te kretnje in podajali naprej. Tako časa nam je na žalost zmanjkalo. Najlepša hvala za vse komentarje, za vsa vprašanja in seveda najlepša hvala obema gostjama.